pozdravljeni na današnji že drugi novinarski konferenci, na kateri bo minister za obrambo predstavil nekaj več pozornosti v včerajšnjih pogovorih z italijanskim obrambnim ministrom o možnosti pomoči italijanskega vojaškega zdravstvenega osebja pri oskrbi covidnih bolnikov v Republiki Sloveniji. Prosim, gospod minister. Dober dan in lep pozdrav vsem skupaj. Včerajšnji delovni obisk v Italiji ni bil namenjen zgolj transportnemu letalu, ampak tudi oceni COVID situacije in kako se posamezne obrambne sile lahko soočajo s trenutno situacijo in kako lahko predvsem pomagajo civilnemu prebivalstvu pri različnih ukrepih in pri različnih situacijah. Italijanskemu kolegu sem predstavil trenutno slovensko situacijo. Povedal sem, da je tisto, kar najbolj v danem trenutku potrebujemo, je osebje, so zdravniki, medicinske sestre in tehniki. In bil sem vesel, ko se je italijanski kolega seveda pozitivno odzval. Povedal je, da so italijanske oborožene sile zelo vključene v sam boj proti covidu, da so v preteklem letu nabrali ogromno izkušenj in da so seveda pripravljeni te izkušnje deliti tudi z drugimi. Ne zgolj izkušnje, ampak da so pripravljeni pomagati tudi z konkretnimi ljudmi. Tega odziva sem bil seveda zelo vesel. Pogovarjala sva se o kakšni številki lahko govorimo. Dogovor je, da Slovenija lahko pričakuje do 30 oseb, tako zdravnikov kot medicinskih sester, ki so se pripravljeni priključiti ekipam Slovenske vojske in tako pomagati v slovenskih bolnišnicah. Pri tehničnih podrobnostih sva se potem dogovorila, da bom jaz govoril s slovenskim ministrom za zdravje, kakšne so konkretne potrebe trenutno slovenskega zdravstvenega sistema. Danes je ta pogovor tudi stekel. Z Ministrstva za zdravje smo dobili konkretne stvari, na katerih področjih potrebujejo pomoč. Sedaj bo pa v nadaljevanju Slovenska vojska z italijansko vojsko uredila vse podrobne tehnične in logistične zadeve. Gre za to, da bomo to sodelovanje in to pomoč izpeljali v okviru tehničnega sporazuma o sodelovanju, ki ga imata Republika Slovenija in Republika Italija na obrambnem področju, ker bo ta zadeva na takšen način tekla najhitreje in najlažje. Slovenija bo poskrbela za njihovo nastanitev, medtem ko pa bo seveda Italija poskrbela za osebe, ki ima izkušnje in ki zna delovati tudi na COVID oddelkih. Kdaj bodo prišli v Slovenijo in zakaj ravno Italija? Kdaj bodo prišli v Slovenijo, je odvisno od tega, kako hitro bodo uspeli zbrati tudi na italijanski strani ekipe, ampak jaz pričakujem, da relativno hitro. Zakaj ravno Italija? Zato, ker smo se v tej prvi fazi najprej obrnili na naše sosede in Italijani so naši dobri sosede. Poleg tega imamo izjemno dobro sodelovanje na obrambnem področju in imajo tudi zelo bogate izkušnje tudi pri soočanju s COVID situacijo. In sam minister Guerini je rekel, glejte, ko je bilo nam najtežje, smo za pomoč prosili Avstrijce in Nemce in so nam pomagali, tudi Slovence. Tudi Slovenci sta nam takrat pomagali, tako da čutimo moralno dolžnost, da pa smo zdaj mi na vrsti, da pomagamo Sloveniji in da pošljemo 30 ljudi v Slovenijo, je najmanj, kar lahko storimo. Seveda sem bil vesel tega njihovega stališča. Se morda že ve, za koliko časa bodo tukaj, v katerih bolnišnicah bodo, so bili te pogovori? Za okvirno časovnico so se pogovarjali, da gre za letošnje leto, to je za leto 2021. Potem se po vseh napovedih pričakuje, da se bodo številke toliko zmanjšale okuženih in pa potem tudi hospitaliziranih in na intenzivni negi, da bo slovenski zdravstveni sistem ponovno zmogel sam. Seveda te najhujše vrhove in te čase najhujše krize so nam pa pripravljeni pomagati, da to enostavno prebrodimo, to najhujšo krizo. Tako da napotitev njihovo pričakujem čim hitrej. Glede na včerajšnje operativne pogovore in na veliko pripravljenost ministra Guerinija, imam občutek, da se bo to zgodilo zelo hitro. Seveda pa je sama lokacija, kje bodo dodelovali
pa na nek način odvisna tudi od poveljstva sil Slovenske vojske, ki trenutno v sodelovanju z zdravstvenim sistemom že koordinira ekipe Slovenske vojske in tem ekipam se bodo tudi pridružili italijanski kolegi. Lahko pričakujemo tako sodelovanje pomoč tudi drugih sosednjih držav? Seveda, z ministrom za zdravje Poklukarjem so se danes tudi o teh stvareh pogovarjali, vse je odvisno od razvoja same situacije. Predvsem želimo zadevo delati na koordiniran način, kar pomeni, da eksaktno vemo, koliko ljudi kdaj pride, da se nam ne bi zgodilo, da bi imeli v nekem trenutku preveč ljudi, v drugem trenutku pa premalo, skratka, da je treba zelo natančno te stvari razporejati. Kljub vsemu si pa vsi skupaj želimo, da bodo pa vendarle ti ukrepi, ki so zdaj uvedeni, strože uveljavljanje in kontroliranje PCT-ja, tudi to testiranje v šolah, da bo to pomembno zmanjšalo številke in da bo čim prej slovenski zdravstveni sistem lahko sam poskrbel za vse bolele in tudi za zdravljenje vseh najtežjih, ki so na intenzivni negi. To je pa seveda osnovni cilj. Jaz imam še eno vprašanje glede letala, če lahko. Mislim lahko, ampak mislim, da so bile danes zelo podrobno vse tehnične podrobnosti že pojasnjene, ampak seveda. Samo še to, morda 27 milijonov evrov res ni malo, ali se vam zdi, da je zdaj res najbolj primeren čas za take nakupe? To zmogljivost Slovenija potrebuje. Prav ta kriza, ta čas je dokazal, kako nujno to vrstno letalo potrebujemo. In dlje, kot bomo odlašali, teže nam bo. Tako da gre za dvonamensko zmogljivost, ki bo lahko uporabljena za zdravstvene namene, za namene zaščite in reševanja in seveda tudi za vojaške namene. In to letalo ne bo prišlo jutri, ampak je kar nekaj mesecev še potrebnih, da jo izdelajo, tako da dlje, kot bi odlašali, slabše bi bilo. Hvala lepa, ostanite zdravi, pa ste na sebe srečno.